Danes v novicah med drugim koncert Nine Pušlar na domačem igrišču, Belokranjski večer na Metliškem gradu, prvi mednarodni kočevarski folklorni festival. Lep pozdrav! Poletje je tu, marsikdo že uživa na zasluženem dopustu. Povsod pripravljajo različne družabne dogodke, s katerimi smo napolnili današnje novice. Začenjamo v Ivančni Gorici, rojstni občini vsem dobro poznane Nine Pušlar. Pevka, ena največjih promotork in ambasadork občine, je na domačem igrišču pokazala veliko ljubezen do svojega kraja. Tokrat s koncertom, ki je zbral številne obiskovalce in oboževalce. Nastopanje pred domačim občinstvom je vedno drugačno. Pevka je priznala, da se nobenega svojega koncerta ni tako močno veselila kot prav tega. Malo vznemirjenje, vedno tako treme nimam, ampak je prav tako vznemirjenje, ko pride tlele noter, se tako naseli in pol sam, ko pridem na oder, sam eksplodira in se razširi. Čez cel stadion se bo. Ob odru se je pridružilo več kot 10 000 obiskovalcev, vse pa je združevala ena misel. Nina je, meni se zdi, da je izvajalka takega kova, da jo pa res moraš biti pogledati, pa malo, da vidimo tale šov. Jaz že ko oder vidim, me kar zmrazi, ker vem, da bo dobro. Oba jo ful rada poslušava, prijetna pevka, prijetna oseba, tako da... Jaz poslušam z mami Nino, odkar sem mejhna, tako da zdaj pa prišla sem na koncert. Nina Pušlar se rada spominja lepih trenutkov, povezanih s svojo družino, krajem in prijatelji. Vsako leto priredi tradicionalni koncert v domačem kraju, doslej vedno v športni dvorani. Tokrat je občinstvo navdušila na prostem, pred tamkajšnjim stadionom. Stadion je pa res prav tale zame en tak prav legendaren prostor. Ma toliko ene duše v sebi, toliko enih spominov. Jaz sem kot majhna punčka na tem stadionu navijala za mojega brata, ko je igral nogomet. Zdaj pa navijam za mojega očeta, ko igra proti ekipi slovenskih glasbenikov, v kateri sta tudi 2 člana mojega benda, ampak na domačem teritoriju se že spodobi, ne, navijati za domačo publiko. Občinstvo je navdušila z glasbo, spomini iz otroštva, arhivskimi posnetki in pristnim stikom z obiskovalci. Pesmi so čustva, pesmi govorijo o življenju, ki ga živim sama, ki ga živimo ljudje, težke preizkušnje, lepe trenutki. In to so zelo življenjska besedila, ker sem zelo vesela, da so prišla v moje življenje in da jih lahko pojem, da jih lahko dajem publiki in da publika skozi to doživlja svojo zgodbo. Ta koncert bo stal zavedno zapisan v mojem srcu. Nikoli ga ne bom pozabila, je dodala. Kdor še ni v polnosti doživel belokranjske zabave in pogostitve, je imel nedavno priložnost na Metliškem gradu. Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlike je povabil na premierni belokranjski večer. Razvili so nov turistični produkt destinacije Bela krajina, v katerem želijo predstaviti gastronomijo in folkloro dežele Belih brez. V sodelovanju z folklorno skupino Dragatuš in v sodelovanju z Metliško folklorno skupino Ivan Navratil smo nekako skupaj ustvarili en tak zanimiv scenarij in zraven z grajsko kletjo Šturm in z gostilno Kapuš in vse skupaj povezali v eno tako lepo celoto. Naša folklorna skupina je sodelovala kot scenarist, se pravi, mi smo dali predlog za sam folklorni program. Tega večera mislim, da smo kar dobro zastavili, ker pa je to testni večer, nas sedaj vse skupaj zanima, kako bo dejansko to funkcioniralo med samimi ljudmi, ki so prišli uživati. Brbončice so razvajali s specialitetami, seveda pogačo in vrhunskimi vini, ni manjkala tudi belokranjska pečenka, jagenjček. Aktivno so spoznali tudi bogato etnološko dediščino. Imamo tamburaše, belo nošo, pražnjo nošo, gotce,
v obeh tudi teh nošah animiramo goste, da tudi oni zaplešajo po belokranjsko, sodelujejo pri vsem skupaj. Hitro potem tudi obiskovalci, ki uživajo tukaj v gastronomiji Bele krajine, se pridružijo animacijam, plesu. Turistični produkt se bo v bistvu izvajal po naročilu, tako da vsi zainteresirani, ki bi radi svoje ali poslovne partnerje ali za kakšen team building takšno zadevo predstavili, se pravi svojim sodelavcem ali poslovnim partnerjem, se naj nam oglasijo in tudi lahko za njih v bistvu pripravimo nekaj takšnega. Garantirajo dobro zabavo in pogostitev, še dodaja. Dolenjske Toplice pa so pred kratkim zaživele v duhu tradicije kočevarjev. V tamkajšnjem kulturno-kongresnem centru se je odvil prvi mednarodni kočevarski folklorni festival. Festival je ob 10. obletnici ustanovitve svoje folklorne skupine organiziralo društvo Kočevarji staroselci, ki že več kot 3 desetletja zbira, beleži in oživlja kočevarsko kulturno izročilo. Na vsakem letnem zboru nekje sprejemamo načrt programa za tekoče leto. Tudi letos smo se odločili, da bomo organizirali in izvedli več projektov. In eden izmed teh je bil že nekako po zimi dogovorjen obisk folklorne skupine iz Romunije, da pa potem ta obisk nekako nadgradimo v nek bolj širši kontekst, pa smo se zamislili, da bomo izvedli prvi mednarodni kočevarski folklorni festival. Na festival so povabili omenjeno romunsko folklorno skupino in še nekatere druge. Program je zasnovan kar široko, ker je letos 10 let folklorne skupine Društva Kočevarjev staroselcev, je bila tudi neke vrste povod za to organizacijo. Na dogodku nastopa folklorna skupina Nasmeh iz Trebnjega, potem folklorna skupina Izvir, Društvo podeželske žena Dolenjske Toplice in pa folklorno društvo Kres. Te skupine smo povabili, seveda pa se na tem festivalu predstavljajo tudi vse naše 4 skupine, odrasla in otroška, folklorna in pevska skupina. Za mnoge sodelujoče na festivalu je bil ta dogodek več kot le kulturna prireditev. Folklore pa, ja, to je pomembno. To bo edino, kar je dejansko še, ko moramo vzdrževati pa ohranjati. Meni je všeč oziroma zanimivo, ker te korenine, ki jih ima moj mož, odkrivamo zdaj na novo. Tako da vse je zanimivo, plesi, petje in pa tudi ljudje, s katerimi se družimo. Mislim, da je to pozitivno za to skupino, ki se tako trudi ohranjati svoje korenine. Častni pokrovitelj dogodka je bil župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk. Upam in želim in kakorkoli bo možno bom pomagal, da bi ta današnji prvi festival folklorni postal tradicija in da jih bo čez 10 let, že 10 in še toliko več. Tako da iskrena hvala društvu in pa seveda vsem ostalim, ki nocoj sodelujejo na tej prireditvi. Pred pričetkom festivala se je odvila tudi okrogla miza, na kateri so razpravljali o pomenu večjezičnosti v sodobni družbi. Poglejmo v Posavje. Gasilska zveza Krško je nedavno na stadionu Matije Gubca v Krškem pripravila gasilsko tekmovanje, na katerem je nastopilo okoli 700 gasilk in gasilcev vseh starosti. Tekmovanje je potekalo 2 dneva, pomerila se je gasilska mladina in člani. Naloge, ki so jih morali opraviti, so bile različne. Mladinske ekipe tekmujejo v vaji za mladince, kjer tekmujejo skozi rov in pa postavljanje orodja. Pionirske ekipe vajo z vedro kot razvrščanje, tudi mladinska ekipa ima vajo z razvrščanjem. Člani tekmujejo vajo z motorno brizgalno in razvrščanje, starejši gasilci pa vajo s hidrantom ter vajo raznoternosti. Tekmovanja so pravzaprav pomemben del izobraževanja. Se naši operativci, gasilci tudi na ta način usposabljajo, vadijo za boljšo izvajanje potem raznih intervencij in takšnih stvari. Se je pa začel kazati upad zanimanja za gasilstvo. Poskušamo za mladino uvesti sistem, da se skozi celotno leto izvajajo dejavnosti po društvih, ker potem si dajo starši, mladina nekako ta gasilski dan, gasilske vaje v urnik, tako da lahko potem čez celo leto nekako ti svoj zatrpan urnik lahko izvajajo. Na tekmovanju je bila prisotna pisana starostna struktura gasilk in gasilcev. Starostno, bom rekel, nismo omejeni, ampak tekmujejo lahko od 6. leta naprej, pa do starejši gasilci, dokler so fizično sposobni.
Tako je bil starostni razkorak na tokratnem tekmovanju dobrih 80 let. Mladi in starejši pa so se v velikem številu udeležili literarnega natečaja, ki ga je 10. leto zapovrstjo priredilo Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine. Letošnjega so posvetili slovenskemu pisatelju Janezu Trdini. 70 ustvarjalcev je napisalo 115 kratkih pros in poezij. Pisala sem kratko zgodbo z naslovom Potovati kot čebela. Primerjala sem potovanje z obnašanjem čebel, ki je pravzaprav zelo podobno človeškemu, čeprav se tega niti ne zavedamo. Namen literarnega natečaja, letos že 10. po vrsti, je spodbuditi besedno literarno ustvarjalnost pri osnovnošolcih, srednješolcih in seveda pri odraslih, ki se zelo radi odzovejo na naše razpisane natečaje. Velika udeležba je bila predvsem odraslih ustvarjalcev. Mislim, da vsako leto pojavljajo se isti ustvarjalci, pridružujejo se jim pa tudi novi, ker čakajo na novo temo, nov razpis natečaja. O pomenu Trdina za Dolenjsko, kot tudi za Slovenijo, je spregovoril slovenski literarni zgodovinar Marjan Dovič. Omenil je, da so njegova dela včasih edini vir v življenju Dolenjcev in Belokranjcev v drugi polovici 19. stoletja. Druga stvar, ki pa je za nas Dolenjce še posebej pomembna, je pa verjetno to, da je zlasti z bajkami in povestmi o Gorjancih postavil pravzaprav tudi en pomemben literarni spomenik. Pravzaprav temu področju te njegove bajke so še danes berljiva izredno kvalitetna literatura. Janez Trdina je bil popotnik, kar smo v vsakdanjem življenju navsezadnje tudi prav vsi. Tudi literarni natečaj je zdaj popotoval in pripotoval do 10. literarnega natečaja in upam in želim si, da bo potoval, torej literarni natečaj in likovni natečaj v okviru Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine še naprej. Želimo srečno pot in seveda veliko ustvarjalcev. Zaključno prireditev so obogatili spremljavo violine ter petjem glasbenice Laure Kaferle. Končujemo pa na zanimivem druženju v Mirni peči. Na 4. kulinaričnem doživetju Mirna peč Dobrubo, ki ga je pripravilo kulturno društvo Četrtkova Brenčanja, so lokalni ponudniki znova razvajali z izvrstnimi okusi hrane in osvežilnimi pijačami. Pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka je več kot 15 ponudnikov pripravilo pestro paleto lokalne hrane in pijače. Meni se zdi, da je vzdušje danes fantastično. Ljudje še kar prihajajo, kar nam je zelo veselje. Čakamo še deželaka, junaka, tako da za jesti je pa tudi še kar nekaj ostalo, tako da jaz sem že nekaj probala, nekaj me pa še čaka. Jaz sem šele zdaj prišel in je zelo obetavno. Namreč tle blizu je moj oče bil doma z rdečega kala, imam še bratranca tam. Tako da fajn, da se ena skupina spomne kaj tazga delati, ne? Med drugimi je dišalo po napolitanskih picah, domačem golažu in sveže pečenem kruhu, ob katerih so teknili izvrstno vino, lokalno pivo, sveže pripravljeni koktejli ter osvežilne brezalkoholne pijače. Mi že vrsto let tukaj, kar imajo Brenčači tole prireditev, delamo palačinke, pečemo in pa flancate. Ponavadi nama ni nič ostalo in upam, da tudi danes tako. Mi prodajamo tukaj sir, mlečne izdelke, imamo vse sorte, imamo starane sire, jogurte, sire za žar, skute, sire z okusi, marsikaj dobrega. Posebna gostja dogodka je bila Klara Avsenik-Žagar, med drugim kuharica, znana po domiselnih nasvetih za izpraznitev špajze. Ja, to je v bistvu en projekt, ki sem se ga sama lotila, zdaj že dvakrat sem to izvedla na družbenih omrežjih in v bistvu namen je ta, da promoviram to, da porabimo tisto, kar že imamo doma in da se posledično čim manj hrane vrže stran. Dogodek je imel tudi dobrodelni pridih. In želimo nekako narediti hrana povezuje, seveda pijača povezuje, druženje povezuje in letos imamo še dobro noto, da pride junak deželak in bomo še dobrodelni. Tudi na občini smo se potrudili, da bi zbrali nekaj sredstev, dali smo povpraševanje v naši industrijski coni, ki pridno narašča in smo kar nekaj sredstev zbrali in danes bomo ta bon podarili tudi tej ekipi. Tam jih je pričakala množica dobrih ljudi in bogato obložene stojnice. Tudi vam želimo prijeten preostanek dneva, polnega druženja in prijetnih doživetij.